Komisija za proučevanje koruze, fižola in boba je po večmesečnem raziskovanju ugotovila, da je prvak opozicije in bivši premier Janez Janša navaden plagiator. Kot je vsem prav dobro znano, je leta 2006 takratni premier Janez Janša v enem svojih govorov izjavil: Nikoli ne bomo največji, nikoli ne bomo najmočnejši, lahko pa smo najboljši. Za to izjavo mu je uredništvo mariborskega časnika Večer tedaj podelilo laskavo priznanje Bob leta. Kmalu pa so se v javnosti razširile govorice, da izjava sploh ni originalna, saj naj bi nekaj podobnega že zdavnaj prej izrekel nekdanji britanski premier Tony Blair. V krogih blizu stranke SDS so ga sicer opravičevali, da je zgolj pozabil navesti resničnega avtorja izjave, vendar komisije za proučevanje koruze, fižola in boba to ni prepričalo. Janši so brez pomisleka odvzeli akademski naslov Bob leta. Izrekli pa so mu tudi prepoved uživanja koruze, fižola in boba za dobo 5 let pogojno. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo daljši, ta okrogli nori svet. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo daljši, ta prismuknjeni svet. Svoj čas kavalir spomladi na večer, osvajal je ljubljeno damo. Ves ubran na mol je odmaknil parazol in jo poljubil na ramo. Potem je ona izgubila nedolžnost, on pa gumb od manšete. Tako se rodilo je dete. Medtem ko je širšo javnost zaposlovalo škandalozno plagiatorstvo prvaka opozicije, je slovenske nosečnice presenetila novela zakona o starševskem dopustu, po kateri bo prvih 105 dni porodniškega dopusta še vedno pripadalo materam, nadaljnjih 260 dni pa si bosta morala oče in mati porazdeliti. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo daljši, ta okrogli nori svet. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo daljši, ta prismuknjeni svet. Nova ureditev menda prinaša večjo enakopravnost med spoloma, čeprav ta v celoti še ni dosežena. Očetom namreč še vedno ni zagotovljena osnovna pravica do rojevanja otrok, na številne ovire pa naletijo tudi pri dojenju. Zapleti se pojavljajo tudi pri istospolnih družinah. V družinah z 2 mamama še nekako gre, saj je po svoje logično, da koristi prvih 105 dni porodniškega dopusta tista mama, ki je otroka rodila. Težja pa je odločitev v družinah z 2 očkoma, zato koalicija predlaga, da naj o tem, kdo bo prevzel vlogo očka mame in kdo vlogo očka očka, odloča krajevno pristojni urad socialnega skrbstva. Najbolj se seveda zaplete v primeru mater samohranilk, ki jim bo po novem propadlo najmanj 30 dni očetovskega dopusta. Razen seveda v primeru, ko bodo uspele za koriščenje tega dopusta prepričati krajevno pristojnega poštarja oziroma dimnikarja. Če za voziček bo zmanjkal en obrok, jaz plačam, da malo še moj bo ta otrok. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo daljši, ta okrogli nori svet. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo daljši, ta prismuknjeni svet. Prejšnji teden je minil v znamenju malomarnosti. Fakulteta za družbene vede je zaustavila postopek za odvzem magistrskega naslova premierki Alenki Bratušek. Komisija je namreč presodila, da je bila Bratuškova pri citiranju malomarna in ponekod ni navedla vira, vendar njena malomarnost ne more biti razlog za odvzem naziva. Vsi smo si oddahnili. Še posebej pa premierka Alenka Bratušek, ki je tako ostala magistrica.
Znanstvenega naziva ji niso odvzeli, kar je tudi edino pravilno, saj kriteriji za magisterij pač ne morejo biti tako rigorozni kot za akademski naslov Bob leta. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo daljši, ta prismuknjeni svet.